Pozdravljeni, tole je drugi del 5. predavanja z namen spektroskopije za biokemike in kemike na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. V prejšnjem delu smo se pogovarjali o NOI, kaj to pomeni, kako ga vzbudimo. Končali smo z eno shemico, ko smo rekli, da določeni bližnji protoni kažejo močnejši odziv, močnejši NOI efekt, močnejše ojačanje, medtem ko tisti bolj oddaljeni pomenijo manj. Vseeno bi zdajle na nekaj primerih demonstrirali, kako to gre. Povedali smo tudi, da posnamemo dva spektra, enega on resonance, drugega off resonance, in razlika teh dveh spektrov da takle spekter, kot je tukaj narisan. Molekulca, ki jo gledamo, je saharoza, ki jo verjetno vsi dobro poznamo. V tem eksperimentu smo saturirali protone tega fruktoznega dela, gre za CH2 skupino, v slikci je označena z F1. In tole po izračunu te razlike da maksimalen negativen signal za proton F1, ki smo mu pripisali integral -1. Se pravi, tisto, kar je zdajle bistveno za nas, je, kje so ojačitve in kakšne so, kolikšne so. Vidimo, da smo opazili NOI efekt na protonu F3, da je ta 5%, se pravi izraženo v procentih, lahko bi pisali 0,05. In pa tisto, kar je bolj zanimivo, pa še bolj zanimivo je pa ojačanje na protonu Hg1, se pravi na anomernem protonu glukoznega dela molekule, in ta NOI je 7%. Ta informacija mogoče ne izgleda posebej pomembna, je pa izredno uporaben podatek. Namreč gre za to, da smo dokazali konfiguracijo, recimo v fruktoznem delu, protona F1 in F3, ali pa protoni, ker je tle za metilensko skupino, so na isti strani obroča, so v cis relaciji, se pravi, na nek način smo dokazali konfiguracijo, poleg tega pa smo dokazali, da gre dejansko za disaharid. Vmes imamo povezavo prek kisika, ti protoni so predaleč narazen, da bi njihovo interakcijo lahko dokazali preko vezi. Se pravi, je NOI efekt med protonoma HF1 in protonom Hg1 tisti, ki dokazuje, da gre dejansko za takole medsladkorno povezavo. To je en aspekt. Drugi aspekt je, da smo pa izmerili kvantitativno, da gre za 7%. Se pravi, nam to lahko govori tudi o konformaciji, se pravi, o relativnem položaju teh dveh sladkorjev v prostoru. Pravi, ne želim sugerirati, da je ta razdalja dobro definirana, ampak vsekakor, če bi bil tale proton orientiran, namreč samo toliko ponazoritev, ta vez in ta imata prosto rotacijo, se pravi, energijsko ugoden položaj bi bil tudi tak, da bi ta proton gledal stran in bi ta sladkor bil tukaj zgor. Temu očitno ni tako, se pravi, tako kot je strukturca tukaj narisana, je verjetno kar dober približek temu, kar dejansko saharoza v raztopini izgleda. Že ob koncu prejšnjega predavanja smo povedali, da je potem smiselno pogledati, kako pa stvari obratno. Se pravi, če je HF1 dal NOI na Hg1, nas bo zanimalo, kaj pa se zgodi, če nasitimo Hg1. Se pravi, selektivno nasitimo, se pravi, to je ta steady state NOI, nasičevali smo 2 sekundi, se spomnite, potem smo uporabili 90-stopinjski puls, rit puls in opazili NOI-je. Se pravi, na HF1, to nas pravzaprav ne preseneča, se pravi 3,5%, na HF4 in na Hg2. To zdaj dopolnjuje ali pa potrjuje, lahko rečemo, samo asignacijo in pa dodatno definira, opredeli relativno orientacijo, se pravi prostorsko bližino teh signalov, se pravi teh atomov v prostoru. Opozoril bi se samo to, da tukaj ne gre za rigidne konformacije vzdolž teh anomernih povezav, in da seveda videli ste čist zadnji slajd prejšnjega dela predavanja, kako močno je NOI efekt odvisen od razdalje. Se pravi, tudi če bi imeli eno majhno populacijo konformacije, kjer sta protona blizu,
če je njena populacija zelo, zelo majhna, ampak ker NOV je povezan s šesto potenco, se pravi inverzno, bo seveda tista konformacija lahko izredno veliko prispevala. Tako da v konformacijsko fleksibilnih sistemih pa tega podatka ne moramo kar porabiti in kar začuniti razdaljo, ker imamo vmes vezi, ki seveda omogočajo konformacijsko svobodo, se pa te molekulce imajo možnost za vse druge konformacije. Zdaj, tole je spekter iz knjige, mislim, da je za študij dober, namreč kaže tudi efekte. Recimo imamo signal za HF3, to je tale proton tle spodaj, ampak njegov integral je praktično nič. Za današnji spektrometri, se pravi pa današnji oprema, se pravi način, kako delamo eksperimente, bi tukaj dobili dejansko tudi ničelni odziv. Seveda je pa to tudi povezano s tem, kako stabilno je polje. Namreč mi odštevamo dva spektra in takrat smo se pogovarjali o loku, smo imeli tudi živahno diskusijo na Q&A session, se pravi na naših vajah, in ste videli, če se položaj signalov malo spremeni, seveda to da efekt, ki ga pa seveda ne moramo prepisati. NOV v tem primeru. Vidite, da signalčke, ki so tako imenovani pravi signali, se pravi, nasičimo Hg1, opazimo NOV na HF1, je dejansko v absorpciji. Nimamo nobenih težav, lahko zaupamo. No, potem pa seveda pridejo, pa to je izredno uporabno, bomo tudi še nekaj primerov ponazorili. Tukaj bi vam zdaj pa pokazal en tak warning, kot rečemo, se pravi neko opozorilo. Se pravi, imamo spekter antibiotika, laiofilina, gre za makrociklični antibiotik. S tem smo se tudi v Ljubljani ukvarjali v sodelovanju s kolegi s Plive. Vidite, enodimenzionalni spekter je izredno lep, tukaj imamo makrociklični obroč. Kolegi, naj samo vplivite tisti, ki so delali makrociklične antibiotike, so vedeli, da je zelo pomembno, kakšna je konformacija tega makrocikličnega skeleta, plus ostale lastnosti seveda. In seveda tole konformacijo lahko definiramo z izmero NOV-ja, razdalje, posredno razdalje med protonoma H7 in H5. Prav nasitimo proton H7, izmerimo NOV spekter po 23 stopinjah in vidimo, imamo odziv, negativni, pri 50 stopinjah pa pozitiven. Se pravi, tam imam še ta podatek, da seveda je bilo pokazano na drug način, da se razdalja teh dveh protonov pri nižji in višji temperaturi ne spremeni. Se pravi, kako potem razložiti, da je prišlo do spremembe NOV-ja. No, tisti, ki se boste spomnili relacij, mi smo veliko stvari v zvezah zanemarili, smo rekli, da se pokrajšajo, ko primerjamo razdalje, in seveda tukaj noter je korelacijski čas. Molekulca ob spremembi temperature pride iz režima, ko se obnaša, ko je v tem, se pravi, hitrem režimu, pride v režim, ko je počasnem režimu NOV-ja in dobimo negativne NOV. Extreme narrowing limit pa spin diffusion limit. Potem bomo nekaj dan še povedati, tako da mogoče sem tak uvod, pa tudi tak opozorilo, kaj se lahko zgodi. No, tale del bo mogoče bolj zanimiv za kemike, se pravi klasično vprašanje, ki ga je NMR spektroskopija uspevala zelo uspešno reševati, je kakšna je konfiguracija vzdolž dvojne vezi. Spomnite se, imamo cis-trans, bolj natančno ali pa bolj splošno EZ, tukaj imamo nek CL0, v Z ali pa v E konfiguraciji, in če pogledamo, se pravi, tle nimamo, vidite, da ob dvojni vezi imamo samo en proton. Se pravi, lahko bi se sicer zanašali na njegov kemijski premik, klasično bi seveda želeli izmeriti, če bi na drugi strani dvojne vezi bil tudi proton, ali imamo cis ali imamo transklopitev, verjetno se spomnite, da transklopitve so večje, 12-18 Hz, cis-klopitve so manjše 7 do 11. In to seveda odlično deluje in tudi seveda potem konfiguracijo vzdolž dvojne vezi poznamo. V tem primeru tega CL0 pa teh dveh protonov vzdolž dvojne vezi ni, se pravi, si bomo pomagali z NOV-jem. In če imamo Z konfiguracijo, vidimo, nasitimo tale proton, dobimo NOV efekt za CH2 skupaj in nasitimo to, dobimo nazaj. Če imamo E konfiguracijo, bomo pa imeli
NOI efekte med tema dvema CH2 skupinama. Zdaj seveda je to potem nedvoumno, če smo dobili dva taka produkta, lahko nedvoumno potrdimo, katera konfiguracija je nastala ali pa identificiramo v zmesi, katera prevladuje. Lep primer je recimo histidin. Izvedli smo neko reakcijo, se pravi pripajanje ali karkoli, zdaj bi radi ugotovili, ali je prišlo propajanje namesto N3 ali namesto N1. Se pravi, spojine so pa planarne, se pravi, v nasprotju s saharozo, ki smo omenjali prej, se pravi, tukaj je lažje, sterične relacije se ne spreminjajo, zelo vidimo, da je v temu izomeru N3, pi izomeru imeli NOI s protona 2 na CH2 skupino, s protona 5 na CH2 skupino. V primeru izomera tau, se pravi, ko je substituenta na mesto N1, bi pa H1 in H5 dala NOI na isto CH2 skupino. In taka identifikacija teh NOI-jev je nedvoumna potrditev, katero vrsto izomera imamo, se pravi, kje je potekla substitucija. Zanimive so študije konfiguracije v nekih 6-členskih sistemih. Tudi tukaj si klasično pomagamo s cis-trans sklopitvami, diaksialnimi ali pa aksialno-ekvatorialnimi relacijami protonov, ki imajo karakteristične sklopitvene konstante. Se pravi, diaksialna sklopitev je nekje 10 in več hercev, aksialna, ekvatorialna, se pravi, govorimo o legah protonov. To ste imeli obdelovali pri uvodu v organsko kemijo, te sklopitve so pa manjše 2 do 5 hercev. Mi se bomo o vrednostih sklopitvenih konstant in odnosu na stereokemijsko relacijo še pogovarjali, ko bomo omenjali Karplusovo relacijo. Tukaj zdaj pa vidimo, kako nam NOI pomaga določiti konfiguracijo. Recimo, da nas zanima, v kakšnem položaju je metilna skupina. Ali je ekvatorialno, in zdaj tukaj vidimo, da je recimo tale ekvatorialni položaj, da močen NOI na, se pravi, proton v sosednjem atomu, in pa takole, seveda, če je metilna skupina ekvatorialno, je proton aksialno in 1,3 diaksialna protona, to je idealni sistem za NOI. Se pravi, tukaj gre za dobro definirano, seveda obroč lahko preklaplja, smo v konformaciji stola, ampak kljub vsemu v tej konformaciji bo razdalje dobro definiran, bo lahko NOI, ki je kvantitativno izmerjen, na 5% lahko služi za temo, da določimo razdalje. Recimo en drug primer, kjer bi lahko NOI nam zelo pomagal, takle epoksiprolin, se pravi, ali je prišlo do epoksiliranja pod ali nad obročem, in zaveda z analizo korelacij NOI so narisani, vidimo, da če sta protona na isti strani, potem dobimo NOI-je, ki so seveda karakteristični za en ali pa drug sistem. In pa pomembno je mogoče poudariti, da tudi recimo sklopitvena konstanta 2,3, ki je bila nič, prav nedvoumno gre za protona, ki sta vzdolž sta bicinalna, se pravi, sta samo tri vezi narazen, se pravi, eno CC vez narazen, ta sklopitev je nič herca in nam ne pomaga, ne. Recimo v tem izomeru je pa 2,5 herca, prav gre pa za cis relacijo. In na temu, da imamo bicinalne protone in sklopitev, ne uspemo opaziti, pravi nič hercev, se pravi blizu nič, lahko je znotraj širine linije spektrov, nam seveda izredno pomaga. Ampak tukaj vidimo, da karakteristični NOI kažejo, na kakšen način je prišlo do pripajanja. Lahko si pa še ogledamo takle biciklični laktan. Tukaj je pa zanimivo, da zanimajo nas tele krivuljico narisane, se pravi konfiguracija teh atomov. Zanimivo je, da tele atomi 5, 6, 7, tle imamo 3 protone, niso dali NOI-ja. To sicer govori, da so v trans relaciji, ne. Če pogledamo ta modelček, proton 7 je dol, 6 je gor, 5 je dol, se pravi, to je dejansko trans relacija,
ampak to bi rad poudaril, da odsotnost NOI-ja ni zadosten pogoj, da bi potrdil strukturo. Je potreben pogoj, ni pa zadosten. Zato seveda med temi 7, 6, 5 ni NOI-ja, ampak ima pa NOI proton H6, sosedi, ki so na isti strani obroča, 7 s protoni na isti strani obroča in seveda H5. Posredno vidite, da je H7 povezan s to CH2 skupino tukaj in s H5 protonom, se pravi smo spet določili, se pravi konfiguracijo, dobro vidimo, kateri izomer, kakšna je stereokemija na posameznih centrih. Zanimiv je tudi primer, ko nam NOI lahko pomaga pri asignaciji. Tule imamo dve metilni skupini v androgografolidu, se pravi, seveda asignacija pomeni, poznamo položaj signalov v spektru. Prav imamo dve metilni skupini, ki imata recimo dosti podoben kemijski premik, sta pa dovolj daleč narazen v molekuli, da imata karakteristične vzorce. Se pravi, ena metilna skupina na te protone, druga na te, se pravi, bomo sigurno lahko nedvoumno asignirali enega in drugega. Seveda to nam bo služilo še potem pri kakšni drugi zadevi. Pa imamo lahko endo-ekso produkte, se pravi, ali je prišlo do pripajanja v endo ali v ekso položaju. Imamo tle recimo proton v mostu, ki ima NOI efekt na proton tukaj gor, medtem ko pa, če boste v takem položaju, če bi nastal ekso produkt, pa to ne bi bilo možno. Se pravi, gre za to, da je NOI pomaga k nedvoumni stereokemijski asignaciji in seveda identifikacija stereokemije na posameznih centrih je seveda pomembna tudi za identifikacijo, kako kakšne biokemijske spremembe gredo. Zdaj bi se vrnili, seveda to je bila demonstracija uporabnosti NOI, nekaj konkretnih primerov na malih molekulah, seveda te male molekule tudi manjši peptidi, manjši oligonukleotidi, o tem se bomo pogovarjali v nadaljevanju kursa. Zdaj pa bi pogledali efekt, ki mu rečemo spinska difuzija, spin diffusion. Najprej vam bi razložil, za kaj gre. Se pravi, verjetno kdo še pri svojem dedku ali pa babici ve, da imamo v kleti peč. Nekdo mora zgodaj zjutraj vstati, jo zakuriti, in če nimamo črpalke, počasi prvi radiator postane topel. In tako na nek način vemo, kateri radiator je najbližje peči. Če čakamo uro, dve, pa se seveda ta toplota po radiatorjih razširi po širi hiši. In potem seveda vemo, da so v istem sistemu, da na nek način ostaja interakcija med temi radiatorji, ne moramo povedati, kateri je pa dejansko zdaj bližje. In temu, da se mi nasečujemo en proton, potem pa se ta interakcija preko dipol-dipol interakcije razmaže, če ta izraz uporabimo po celi molekuli, seveda nam onemogoča, da bi ta podatek, to informacijo uporabili za račun razdalje. Mogoče nam je uporabno orodje za asignacija, žal pa ne moramo kvantitativno uporabiti za izračun za razdalje. Kako se tega izogniti, tej težavi izogniti, se pravi nasečevati, videli pa se, da pri prejšnjem eksperimentu smo načrtovali nekaj sekund. Zdaj bomo pa, se pravi, vrnemo se v sistem najših dveh spinov, ki sta dipol-dipol sklopljena, imamo I in S, poznamo, imamo prehode s spremembo enega kvanta 4, dveh kvantov, zero kvantov prehode in mi invertiramo en prehod. Prav, inverzija vemo, kaj je, se pravi, selektivnim impulzom bomo pravili tako selektivni impuls, da bo invertiral samo prehod spina S. Potem bomo pa čakali, temu rečemo zdaj mešalni čas, se pravi, spin S je invertiran, potem pa gledamo, kaj se dogaja z njegovim dipolarno sklopljenim partnerjem. In po koncu tega časa uporabimo tako imenovani read puls. Se pravi, to je puls, ki bo odklonil magnetizacijo vzdolž osi Z v ravnini XY. In v ravnini XY imamo detektorske tuljavce in te zaznajo NMR signale.
Se pravi, če zdaj pogledamo, malo drugače, se pravi, imamo spina A in B. Spin A smo invertirali, tale prehod spina A smo invertirali, se pravi, s tem tudi drugega. Inverzija pomeni signal v negativno smer in seveda nič se ni spremenil. Medtem ko spin B ni bil prizadet s to inverzijo, je kemijski premik precej drugačen, ali pa frekvenca v tej slikci precej drugačna in njegov signal je kakšen je. Zdaj pa počakamo. Se pravi, ko smo saturirali, potem pa malo počakamo. To je naš mešalni čas. In če imamo majhno molekulo, smo že videli, prevladujejo prehodi spremembo dveh kvantov. Ta prehod posega, še enkrat spomnimo, ne prispeva k samemu signalu, vpliva pa na razlike v populacijah spina B in s tem seveda na signal spina B. Njegova intenziteta je narasla. Prav, če smo v prejšnjem delu predavanja že povedali, v 4 nivojih imamo 1/4, v spodnjem nivoju 2 delta, minus 2 delta je tle razlika v populacijah 4 delta, pred inverzijo je bilo pa 2 delta, se pravi, signal se je podvojil. In to seveda ravno zaradi tega, ker sta dipolarno sklopljena, se pravi, tale prirastek, povečane intenzitete signala lahko pripišemo enoviju. Zdaj, če še malo ponazorimo s tema dvema sklopljenima posodama, podobno kot smo v prejšnjem primeru, se pravi, imamo posodo A, noter vržemo vroč kamen, vroče je toliko, da se temperatura takoj dvigne na 50 stopinj in ker se potem počasi ohlaja, se sistem bo vrnil v ravnotežje. V ravnotežje se vrača tako, da relaksira proti okolici, to je T1 relaksacija, to smo na začetku predavanja povedali, v imenovalcu je T1 relaksacija, nekaj se pa prenese na B. To je pa tisti del cross relaxation, to je tisti del, ki nas zanima. In zdaj B seveda, mu temperatura v tej posodi raste od začetne 25, ampak potem pa doseže en maksimum in upada. Seveda, ker tudi ta relaksira proti okolici, se pravi, lastno samorelaksacijo, lastno longitudinalno relaksacijo proti okolici. Se pravi, če zdaj pogledamo v našem NMR, uporabili smo selektivni 180-stopinjski puls, se pravi, magnetizacija A je vzdolž osi minus Z, se pravi, imamo magnetizacijo minus M0, ki se vrača v ravnotežje. Verjamem, da se ste vsi spomnili, da smo obravnavali inversion recovery eksperiment in smo povedali, da če dovolj dolgo počakamo, vsaj 5x T1, se bo tale spin A vrnil v ravnotežje. Kaj se pa dogaja s spinom B, ki nas bolj zanima, se pravi, njegova intenziteta začne rasti, naklon te krivulje je zelo, zelo dobra aproksimacija cross-relaksacijske hitrosti, cross-relaxation rate, in jo lahko uporabimo za račun razdalje med spinoma A in B. In potem seveda sistem tudi relaksira, se vrača v ravnotežje in seveda po dolgem času pridemo v stacionarno stanje. Tako spina A in B imata svojo ravnotežno magnetizacijo. Prav lepo smo pokazali, da je NOV build-up, se pravi, kako se gradi NOV, po neki ideji je daljši mešalni čas, daljši tau-m, seveda teoretično pomeni, da bo signal močnejši in bo prišel do maksimuma. Ampak v nekem trenutku seveda relaksacijski procesi, tako T1 kot T2, pa prispevajo k temu, da signal pojenja. In seveda tudi NOV pade na nič, se pravi, vrnili smo se v ravnotežje. Ko nazorimo to na sakarozi, ki smo jo prej gledali, steady state pristopom, invertiramo spina F1, se pravi CH2 skupino na poziciji 1 fruktoznega dela molekule in gledamo NOV. Iz samega začetka tega dela pri nas smo videli, da pričakujemo NOV na poziciji F3, protone F3 in poziciji G1. Ampak zdaj je naš mešalni čas, se pravi čas po inverziji teh dveh protonov. In ta eksperiment smo zdaj ponovili nekajkrat. In tukaj imamo profile. Se pravi, HG1 raste hitrejše, se pravi, NOV na spinu HG1, ko smo invertirali HF1, raste hitreje kot HF3.
Vidimo, da tudi vrh ne dosežeta ob istem času, kar je seveda tudi pomembno. In še nekaj, kar je pomembno, zato temu rečemo build-up krivulje. Če bi izmerili samo pri enem času in o molekulci ne bi vedeli nič, pa zdaj poglejte, izmerili bi odziv na recimo Hg1, ki je bolj zanimiv, recimo da bi izmerili NOI 0,17, se pravi 17%. Ampak če bi imeli samo en čas, ne bi vedeli, da smo v tej točki ali smo v tej točki. Če bi čakali 2,5, 2,3, 2,4 sekunde, bi morali nekako predpostaviti, da je T1 relaksacija že močno oslovila signal, tukaj pa smo dejansko v tem območju kar zaradi daljšega mešalnega časa, podaljševanja tega tau-m po inverziji protona HF1, signal še vedno raste. In ta del krivulje, ta linearni režim, ki ga lahko uporabimo za kvantitativno interpretacijo. Zanimiv je tale primerček, se pravi, gre za holesterol. Zanima nas, kateri je aksialni, kateri je ekvatorialni proton na poziciji 4. Kemijska premika sta dosti podobna, nekje 2,3, 2,4 ppm. Vidimo, da spektra izgledata takole, se pravi, ekvatorialni ima seveda geminalno sklopitev, ki je večja in daje ta večji doblet, potem ima pa še dva manjša dobleta na H3 in na H6. Se pravi, aksialni ima pa seveda močno geminalno sklopitev in pa tudi veliko sklopitev s aksialnim protonom H3. In to mu daje to obliko tripleta, to seveda ni triplet, to je doblet dobleta, ampak s podobnima sklopitvami. Potem imamo pa še kvartetno obliko, se pravi, gre pa sklopitve aksialnega protona s H6, s H7 in to daje to obliko. Ampak tisto, kar je zdaj za nas ključno, je nasitimo ekvatorialni položaj, se pravi, kemijski premik, ker mislimo, da imamo proton H4 ekvatorialno in gledamo odziv in opazimo odziv na H6. Ko nasitimo aksialni proton 4, tudi dobimo odziv seveda na H6, ampak manjši, številke vidite, 2,813, ampak tisto, kar je ključno, je pa NOI aksialnega protona na metilno skupino na poziciji 19 je precej močnejši. In seveda to je informacija, da brez dvoma lahko rečemo, kater od teh dveh protonov je na poziciji 4 v aksialni in kater v ekvatorialni legi. No, se pravi, vsekakor ta NOI eksperiment za inverzijo, transient NOI, ima svoje velike prednosti, se pravi, videli smo, da imamo ta začetni režim, ko NOI raste, paziti moramo relaksacijo, in pa seveda realna situacija je tudi difuzija na sosednje spine. Za majhne molekule ni zelo velik problem, za velike pa seveda je. Teh spinov, kamer lahko se NOI preseli, je veliko, protonov v okolici je veliko in seveda nam to lahko nagaja. Zdaj, s tistim, kar želimo nadaljevati, je, da ti eksperimenti, ki smo jih zdaj ogledali, selektivno saturacijo ali pa selektivno inverzijo, so izredno uporabna orodja, ampak imajo težavo, da če imamo prekrita območja, da mogoče bo prišlo do težave. In pa seveda, da bi znali zelo dolgo trajati. In poslužili se bomo dvodimenzionalne metode, se imenuje NOESY, akronim za NOI spektroskopi. Veste že iz prejšnjega predavanja, da moramo poleg T2, se pravi časa, ko zmerimo tok na tuljavi, imeti še indirektni čas, ki je T1, ki bo prispeval k temu, da bomo imeli v drugi dimenziji, se pravi dimenziji F1, tudi kemijski premik protona. In tale del, 90 zamik 90, bi vas spomnil, da je bil to element pulzne sekvence, ki je v polarizacijskem transferju pripeljal k inverziji. Se pravi, ta del bo, glede na to, kako bomo inkrementirali T1, prispeval k inverziji protona. Potem imamo pa mešalni čas. In vemo, kaj dela mešalni čas. Daljši mešalni čas, večji NOI.
Potem imamo pa read pulse. No, pa si zdaj pogledamo. Se pravi, Nosy spekter je dvodimenzionalni spekter, v tej dimenziji F2 imamo kemijske premike, se pravi, tega za dejansko tok na tuljavi, v indirektni dimenziji F1 imamo pa razvoj kemijskega premika v tem času T1. Zdaj, schematsko, vidite, HA in HB sta si blizu, na diagonalni Nosy spektra, to je protonski homonuklearen dvodimenzionalni eksperiment, imamo kemijske premike protonov HA, HB, HC. Korelacijski signali so pa tisti, ki kažejo, da lahko rečemo, kolikšen je NOI, ergo, kako blizu sta si te dva protona. Se pravi, HA in HB sta geminalna protona, so razmerno blizu, HA je tudi blizu C-ju, tudi B da nekaj efekta na C, to je namerno tako narisan, prav smo imeli predolg mešalni čas, nekaj magnetizacije se iz HB prenese na HA in z HA na C. In seveda detaljna, podrobna analiza takih spektrov, korelacija teh spektrov je ključna ne samo za določitev stereokemije, tudi za določitev tridimenzionalnih, se pravi prostorskih struktur molekul. Tukaj imamo en spekter, še kaj zelo zanimiv, to je Nosy spekter pri 500 MHz spektrometru, molekulnica je strihnin. Vidite, da imamo tlele dve CH2 skupini, ki sta označeni s 15 in 20. Zdaj, kater proton je kater? Jasno je, 15, en je tukaj, drug je tukaj, 20, en proton je tukaj, drug je tukaj. Jasno je, da, če si tako predstavljam CH2 skupino, vsaka od teh skupin 15 in 20 ima en proton, ki je blizu enemu protonu 15. Se pravi, ko pogledamo to v spektru, vidimo, da je proton H20, ki ima kemijski premik blizu 4, je blizu protonu H15, ki ima kemijski premik okoli 2,2 ppm. Druga dva, se pravi, pa seveda nista blizu. Se pravi, imamo odlično orodje za asignacijo. Vrnili bi se še malo na pulzno zaporedje. Se pravi, začnemo z neselektivnim spojenjem protonov. Potem imamo T1, inkrementacijski čas, ko razvija magnetizacijo. Potem imamo 90-stopinjski puls, mešanje, mešalni čas. V tem času se interakcija NOI-ja prenese med dipolarno sklopljenimi protoni, se pravi med protoni, ki so blizu prostoru, in v času T2, v tem zadnjem delu pulzne sekvence, zaznamo tok na tuljavi. Ta vrsta informacije, ki dobimo v teh dvodimenzionalnih Nosy spektrih, je ključna. Prav poleg signalov, ki bi jih dobili v Cosy spektrih, se pravi, to so tisti, do katerih pride zaradi interakcij preko vezi, seveda zaradi skalarnih sklopitvenih konstant. Imamo tudi interakcije med protoni, ki so dlje v prostoru. Videli smo 1,3-diaksialni protoni cikloheksanih, CH, OCH, protone sta 4 vezi narazen, povezave preko glikozidnih vezi, CH, alfa, karbonil, NH, amidni proton, beta trakovih in vijačnicah. In vse te stvari so seveda tiste, kjer ni pričakovati in tudi neopazno sklopitvene konstante za določene konformacije, naj bo beta trak ali alfa, in to nam bo seveda pomembno orodje pri študiju struktur proteinov. Vseeno bi malo še posvetili časa pulzne zaporedje, se pravi, videli smo, da imamo 390-stopinjske pulze. Prvi puls kreira transverzalno magnetizacijo, se pravi, magnetizacija je v ravnini XY, tukaj vzdolž osi Y. Imamo inkrementacijski čas v indirektni dimenziji T1, se pravi, poteka razvoj magnetizacije v ravni XY, in ko uporabimo drugi 90-stopinjski puls, del, da je vzdolž osi X, del magnetizacije, ki ima projekcijo na Y os, invertira. Ta inverzija pa seveda odvisna od kemijskega premika. To je tudi stvar, glede na T1, ki ga inkrementiramo, različno komponento magnetizacije vzdolž osi Z. Potem sledi mešalni čas, se pravi, prispevek magnetizacije vzdolž osi Z relaksira po dipol-dipol mehanizmu
in vpliva na intenziteto dipolarno sklopljenih protonov, se pravi, bistven za nas je cross relaxation efekt in to je tisti, ki da prispeva ali pa modulira intenziteto dipol-dipol sklopljenih partnerjev. Zdaj smo vzdolž osi Z, se pravi, če želimo merljivo magnetizacijo, moramo uporabiti tretji 90-stopinjski puls, ta pa to magnetizacijo vzdolž osi Z odmakne ravnino XY, ki je seveda merljiva naša tuljavca, detektorska tuljavca NMR spektrometra lahko zmeri FID. In ko smo se pogovarjali o NOI-ju, v 2D eksperimentih smo povedali, kako pravzaprav to poteka. No, ta del NOVS je seveda izredno pomembna spekter, izredno pomemben eksperiment, močen dopolnitev COSY, se pravi eksperimentom, ali pa double quantum filter COSY, ali pa multiple quantum filter spektrom, ki dajo povezave preko vezi. Tukaj pa zdaj se pravi, dobimo druge vrste podatke. Se pravi, NMR spektroskopija je še nekaj treba, se pravi, povedali smo na samem začetku tega predavanja, da kako pomembna je tale hitrost prekopicanja, reorientacije molekule, ki merimo z rotacijskim korelacijskim časom. In če je omega tauce bistveno manjši kot 1, se pravi, negativne molekule, ki smo rekli, da imajo pozitiven NOI efekt, v 2D NOVS spektrih imajo negativne korelacijske signale, zato ker je diagonala je po konvenciji pozitivna. In makromolekule, katerih omega tauca je večji kot 1, dajo pozitivne korelacijske signale. Zdaj tisto, kar je bistveno, se pravi spin diffusion limit, tisto, ki je bistveno, je, da ko imamo hitro molekulo, imamo pozitiven NOI, signali v NOVS spektru so negativni, ko imamo makromolekulo, se pravi omega tauce je večji kot 1, imamo negativen NOI, pa pozitivne korelacijske signale. Vidite, da pa seveda tukaj vmes pridemo v režim, ko je pa NOI nič. Zanima nas, kakšna pa bo takrat omega tauca. In ko malo premečemo te zveze, vidimo, da je omega tauca 1,1. Se pravi, če imamo molekulo, ki ima rotacijski korelacijski čas tak, da bo produkt z omega 1,1, NOI-ja ne bo, tudi če sta protona blizu v prostoru. Se pravi, vprašanje je seveda, kaj narediti. No, prej sem že omenjal laifilin, makrociklin antibiotika, se pravi, imamo definitivno molekule z molsko maso 1002-3 Daltone, ki seveda so izredno biološko pomembne. Se pravi, kaj zdaj lahko naredimo, da se bomo odmaknili po tej krivulji gor ali dol in dobili NOI. Se pravi, sprememba korelacijskega časa je težka, ker nas verjetno zanima molekula in NOI pri danih pogojih. Magnet, ja, imamo spektrometre, ki jih imamo. Zdaj za omega, se pravi, je povezan s magnetnim poljem spektrometra, se pravi, če uporabimo drug magnet, se pravi, recimo 800 MHz, nam je 600 MHz, bomo seveda vplivali na ta produkt. Prav, ali pa včasih se hecal, da je to dober razlog, da prepričate šefa, da morate iti recimo v Firence, ker imajo tam pa 1,2 giga in seveda bo to močno vplivali na produkt omega tauce. In drugi pristop je ROSY in to bomo pa obdelali v naslednjem predavanju. Hvala lepa za zdaj.